Pozdravljeni! Motorno olje in maziva v Formuli 1 so tematika, ki je marsikdaj zapostavljena, a to pokrivem. Namreč pogostokrat se sliši goriva in maziva v Formuli 1, a kar hitro se preskoči na tista goriva, kako ona pridobijo določeno število konjskih moči. V posebnem prispevku, katerega bližnjico dobite seveda v opisu, sem obdelal tudi to tematiko in na koncu smo ugotovili, da kake velikega preskoka v motorni moči, v moči pogonskega sklopa z posebnim gorivom ni mogoče dobiti v današnji Formuli 1. Kaj pa z motornim oljem in mazivom? No, tu je zgodba malce drugačna. Če pogledamo pravilnik sam, določa ta, da motorno olje v pogonskem sklopu Formule 1 ima najmanj 5 glavnih funkcij. Zaščito pred korozijo, tesnjenje oziroma pomoč pri tesnjenju raznih delov, zmanjševanje upora in mazanje, kar je ena izmed bistvenih funkcij. Ne smemo pozabiti na hlajenje in na čiščenje. K temu bi jaz sam osebno dodal še 6. funkcijo, in to je določanje obrabe raznih delov pogonskega sklopa. Namreč po vsakem testiranju, prostem treningu, kvalifikacijah se motorno olje da ven iz bolida Formule 1, zanalizira število delcev, metalnih delcev, ki je v tem motornem olju in tako določi stanje obrabe tega pogonskega sklopa. Funkcijo, ki v današnji Formuli 1 sploh ne smemo zanemariti. Za razliko od tistega, kar sem povedal pri gorivu, je motorno olje v Formuli 1 bistveno različno od tistega, ki ga imamo mi, navadni smrtniki, v naših vsakodnevnih avtomobilih. Namreč gre za specifiko. Tu so temperature v pogonskem sklopu na nekaterih delih lahko tudi višje od 2000 stopinj Celzija. Pravilnik nima takih omejitev, dovoljeni so marsikaki aditivi in zavedati se moramo nekaj, da z uporabo pravega motornega olja se lahko pridobi ogromno moči. A ne tako, kot mislite. Namreč razni inženirji so povedali, da okrog 40% energije, ki jo proizvede ta motor z notranjim izgorevanjem v pogonskem sklopu, se nekje porazgubi z uporom. Malce tu, malce tam, a številka je približno realna. Vkolikor dobimo pravo mešanico motornega olja, ki zmanjša ta upor, samo za malo, lahko samo za 1/4, da ne rečem pol%, smo pridobili ogromno. Manjša je bila izguba, zato je večja moč na pogonu dosegljiva. V bistvu brez spremeniti niti enega kosa pogonskega sklopa se je samo z motornim oljem pridobilo kar nekaj moči. Tudi zaradi tega je dovoljeno na eni dirki imeti pri določenem proizvajalcu, pri določeni ekipi, samo en tip motornega olja. In tudi eno specifikacijo se lahko naenkrat rabi. To je pač posledica tega, da je prišlo do raznih špekulacij glede uporabe olja kot goriva. A to so bile špekulacije, kajti kljub, bom rekel, opozorilom, preiskavam, se ni nikoli prišlo do dna. A kaj je bila resnica tukaj uporabe motornega olja kot goriva? Poglejmo, kaj pravi pravilnik danes. Pogonski sklop ima lahko samo en rezervoar za motorno olje, to se pravi en ta dodatni rezervoar. Namreč logično, z kilometri se obrablja, se izrablja motorno olje, to gre ven skozi izpušne cevi in treba ga je nadomestiti, zato rabijo dodaten rezervoar, kateri je lahko samo eden, in v tem enem rezervoarju je lahko ena specifikacija, kar je nekako logično. Pri kvalifikacijah mora biti ta rezervoar celo prazen, zato da ne bi tam rabili kakih čudnih dodatkov v motornem olju, tako da nekako so to varianto izključili. A bile so špekulacije, da so nekateri rabili motorno olje kot gorivo, kar je seveda prepovedano po pravilniku. In spomnim se še raznih senzoričnih občutkov nekaterih vodilnih delavcev Red Bulla, kaj je vse njim dišalo iz izpušnih cevi konkurence. A poglejmo, če je motorno olje v tistih funkcijah, katerih sem jih povedal prej, ima določene lastnosti in te ogljikovodiki pač
nimajo visokega števila oktanov, tako kot gorivo. Ukolikor motorno olje zmešamo v bencin, poenostavljeno povedano, znižamo število oktanov goriva. Seveda, lahko bi dodali kak aditiv, kateri bi to spet zvišal, a kaj bi s tem dosegli? Bi tako motorno olje še zmeraj opravljalo tistih 5 oziroma 6 glavnih funkcij? Nisem prepričan, a pustimo zdaj to, jaz nisem strokovnjak za maziva v Formuli 1. Tudi drugi primer, kjer so pravili, da se motorno olje rabi kot gorivo, je rahlo na trhlih nogah, kajti po pravilniku pogonski sklop ima lahko samo en sistem za vbrizgavanje goriva. Kako bi to mazivo, to olje sploh prišlo v to komoro, da bi potem lahko bilo uporabljeno kot gorivo? Bile so teorije skozi posebej prirejene batne obročke, kateri naj bi se malce odmaknili in pustili večji pretok. No, to bi znižalo kompresijo, kar je vsakomur jasno, in tudi nekaj drugega, koliko olja bi sploh lahko pronicalo skozi. Bore malo in koliko bi to vplivalo na tisto gorivo, ki tiro je noter in na izgorevalne komore. Po mojem niti dosti ne, oziroma bi prej škodilo kot koristilo. A v Formuli 1 so specialisti, so sposobni tudi nekaj takega. Čeprav sam sem si predstavljal nekaj drugega, ko je prišla ta afera ven. Z motornim oljem so morda lahko hladili kak določen element, naprimer turbino, katera se je na hitro zavrtela na visoke obrate, in tako je tisto motorno olje od tam šlo v izpušno cev. Tam seveda zaradi visoke temperature je zagorelo in nekateri so vonjali motorno olje v izpušnih plinih. Seveda, to je moja špekulacija. Ampak jasno nam je lahko samo nekaj. Ni čudno, zakaj se mnogi proizvajalci pogonskih sklopov vežejo v svojem razvoju samo na enega dobavitelja motornega olja. Namreč tu smo videli, da je možno kar nekaj napredka in treba je sodelovati tako pri pripravi pravega pogonskega sklopa kot pravega maziva oziroma motornega olja. Problem, če se spomnite, je bil pravzaprav tudi pri Red Bullu, ko so bili še vezani na Renault. Oni so imeli svojega lastnega dobavitelja motornega olja, kateri ni bil enak tistega, ki ga je imel proizvajalec oziroma tovarniška ekipa. In bilo je potrebno dvakratno delo na tistih testnih mizah, da so preizkušali 2 različni specifikaciji, 2 različnih dobaviteljev, da je vse delalo tako, kot je treba. In na koncu seveda še ena zanimivost. Čeprav je motorno olje v našem cestnem avtomobilu in tistem v Formuli 1 bistveno različno, imajo pri Formuli 1 podobne probleme kot mi v naših vsakdanjih avtomobilih. Namreč na začetku, še posebej, če so nizke temperature, traja kar nekaj časa, da se olje ugreje na tisto delovno temperaturo. No, pri Formuli 1 imajo zunanje grelce za to. Imajo velike posode, v katerih imajo olje segreto na določeno temperaturo in preden se začne, naprimer, prosti trening, kvalifikacija ali tudi dirka, to vroče segreto olje vlijejo v pogonski sklop. Z zaganjačem si tudi pomagajo, da zavrtijo določene dele, da to toplo motorno olje pride tam, kjer vse mora priti in je tako pogonski sklop, ko bolid zapelje ven na pitlane, pripravljen. Seveda, pri naših cestnih avtomobilih traja kar nekaj časa in verjetno bi bilo malce optimistično misliti, da je lahko samo tisti ogrevalni krog dovolj, da se motorno olje ogreje na tisto pravo delovno temperaturo. Toliko o motornem olju v Formuli 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.